Sam najdem v ilustriranju knjig izjemen, bi rekel, izziv. Namreč vsako besedilo, ki ga dobim v ilustracijo, je samosvoj organizem. In v tem smislu želim tudi sam kot ilustrator maksimalno te, bi rekel, specifičnosti posameznih besedil upodobiti v samih ilustracijah. In to mi je glaven izziv. Zdaj za različne pristope se mi zdi, da mora biti človek, umetnik, pa verjetno vsak pravzaprav odprt oziroma dovzeten za okolico, sam jemljem snov za ilustracijo, ne samo iz besedila, ampak iz zelo različnih virov, bodisi da so to obiski muzejev, branje knjig ali pa pogovore s prijatelji. Se pravi, te viri, ki jih jaz skušam preliti v ilustracijo, so pravzaprav še najmanj odvisni od besedil samih, kakor bolj od nekega drugega organskega zbiranja vsebin. In seveda to vedno so odtenki, ki so zanimivi in precej časa pravzaprav porabim za, bi rekel, vzpostavljanje nekega koncepta, kako se ilustracij ali pa posameznih besedil lotiti in seveda kako jih tudi izdelati. Ja, s Petrom pa že dolgo sodelujeva in podobno tudi z njim poteka ta komunikacija. Seveda jaz preberem njegova besedila, ki so zelo različna, mogoče jim je skupno to, da imajo neko poetičnost noter, neko tako, bi rekel, nefunkcionalno, neambiciozno poetičnost, zgolj so. In to mi je tako zenovsko mi deluje zelo dobro. Tudi puščajo, kar je zanimivo, ilustratorju izjemno veliko prostora za svojo lastno interpretacijo tega teksta, kar je meni zelo všeč. Ravno zato, ker potem lahko rišem stvari, ki niso noter napisane. In hkrati ga potem pocukam za rokav in rečem, daj spremeni tekst, nekaj sem drugače narisal. Ne. To se seveda on zelo smeji in potem dejansko to tudi naredi, kar je že bilo parkrat v temu, bi rekel, parkrat smo to že naredili.